Tukartum Gresinas andi oddaja Romanot Hem. Pozdravljeni v oddaji Romanot Hem, Romski svet. V prejšnji oddaji ste spoznali, kako smo Romi prihajali v Prekmurje in kako živimo danes, predvsem v dveh naseljih, na Kamencih in Pušči. Tokrat pa boste spoznali, kako želimo naše kulturno bogastvo, na katero smo skoraj pozabili, oživiti in ga izkoristiti kot priložnost v turizmu. Danes bi rekli, da smo nekoč potovali z okolju prijaznim avtodomom. To je bila Čerga, pokrit ciganski voz s konjsko vprego in vsemi pripomočki, ki je že dolgo ni več. No, za turiste pa zadnja 4 leta, če jih je manj, pa kar kočija spet vozi na Kamencih. To je moja želja bila, jaz sem zmeraj govoril Agati Sardelić, kako smo imeli konje, ne. Meni konji pomenijo, kot v stari časi se spomnim. In te stari časi so mi stari spomin. Meni zdaj pomenijo, to pravim, ka cigansko naselje brez konja ne sme biti. Te pa zdaj uporabljam za prevoz ljudi, imam četoti voz, ti grejo notri 12 je, lego gre notri pa gajba vina ali pive, kaščeli. S projektom Romska karavana so zgradili konjeniški center in usposobili Rome za oskrbnike konj in vožnjo kočije. Nastala je čezmejna pot romske kulture in dediščine kot sestavni del Evropske romske poti po zaščitenem območju Nature 2000. In ta generacija, katera bo podedovala vse to, kar je bilo tu napravljeno in pa ustvarjeno, se s pridom vključuje v vse aktivnosti, da bi pridobila nova znanja, nove izkušnje, da bi na taki način popeljali Kamence še širše od zemljevida turistične destinacije in kulturnega turizma, ne samo v Slovenijo, ampak tudi širje. Da bojo samostojni, da ne bojo strahi nastopati, da ne bojo strahi priznati, da so Romi, da imajo kvaliteto življenja, da so socializirani in da na neki način vse to obvladajo in so možni pružiti ali pa podati vsem obiskovalcem, kateri bojo prišli tu v naselje Kamenci, na neki način določeni doživljajski turizem. Ker današnji turist ni več samo, da pride pa se sede pa poje, ampak želi nekaj tudi doživeti. Najprvo povem, da smo se naučili keramike. Na začetku je bilo težko. Dostikrat smo, da več ne bi prišli se učiti, ker je teže to delati, kako se pa vidi. Samo vseeno smo prišli, smo se naučili, smo izdelali vaze, pepelnike, jedilne servise, šalice za čaj, kavo. Naj še to povem, da ni važno, koliko si star, vedno se lahko nekaj naučiš. Zato, ker pač jaz sem že malo starejša, pa vseeno sem se naučila keramike, ker tega prej niti ne bi pogledala, ne pa kaj bi se še kaj naučila. In v tej smeri smo tudi se pogovarjali, smo se učili vseh teh modernih prijemov. Kajti, kot sem že prej omenila, izmena generacij treba prenesti. In vsej tej še enkrat bi se zahvalila Ludviku pa njegovi ženi, da so uspeli v tem naselju Kamenci vzgojiti tako mladino, katera je prvo rada dela, rada se uči in sprejema odgovornosti za sobivanje v tem naselju. Skozi te individualne delavnice smo skušali usposobiti oziroma izvleči iz teh ljudi, kateri bi naj bili bodoče romske vodje, vse najboljše iz njih. Potencial je bil, osnova je, mi smo jih pa samo usmerjali, kako se jutri
ko bojo samostojni, ko se bodo morali sami odločati, na neki način peljati to zgodbo o uspehu naprej. Ta potencial, kateri je v teh ljudeh, mislim, da ima budućnost v kulturnem turizmu, da te nevladne organizacije bojo še bolj stopile na turistično-kulturni zemljevid Slovenije. V bistvu smo na začetku začeli iz nič ali celo iz minusa. 8 let smo ustvarjali in delali pod milim nebom, ker nismo imeli nobenega skupnega večnamenskega prostora. Takrat se spomnim, leta 2005 smo na romskem taboru snemali en dokumentarni film, v okviru katerega smo se pogovarjali, kako si predstavljamo Kamence čez 10 let. In takrat so otroci rekli, da bi bilo lepo, da bi imeli svoj romski center v naselju. In dejansko po 5 letih nam je uspelo v okviru projekta Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Madžarska. Projekt je bil poimenovan Rokic Drom, to je okrajšava za romski kulturno-informacijski center Drom, da smo dobili to zgradbo, ki je tukaj za nami in kjer zdaj lahko načrtno razvijamo tako kreativne potencijale romskih otrok, kakor tudi starejših. To je v bistvu center za vseživljenjsko učenje, v okviru katerega potekajo socialne inovacije, v okviru katerega poteka izmenjava mnenj, stališč in druge promocijske in druge aktivnosti. In v primerjavi s tem, kar je bilo pred 18 leti, danes lahko s ponosom rečemo, da se je to naselje razvilo, da je postalo prepoznavno in da ljudje radi prihajajo sem. In ker je turistom treba tudi kaj ponuditi, na Kamencih že 18 let odkrivajo pozabljene spretnosti, običaje, zadnje 3 so poimenovali Romska harmonija. To je meditacijska lučka Romska harmonija. Smo kamne prinesli, jih sortirali, oprali in jih zložili v takšne rožice. Torej v temno-svetli ali svetlo-temni kombinaciji smo potem z manjšimi kamni to tako obdelali, da je nastal takšen mozaik. Zalepili smo jih na leseno podlago in v sredino dali svečko. To je unikatna ogrlica Romska harmonija. Poznal sem in poznam njihovo kulturo, njihov način dela, njihove sposobnosti. Česarkoli smo se v vseh teh letih lotili, je nekako funkcioniralo in prišlo je do izraza tista njihova želja za ustvarjanjem, za lepim, za narediti nekaj in imeti zadovoljstvo s tem, kar so naredili. V glavnem smo izdelovali iz naravnih materialov, torej les, kamen, papir, od lesenih konjičkov do odlitkov, do igrač, samokolnic, do punčk iz cunj. Torej, ni, da ne bi naredili. Glih, to je zanimivost teh izdelkov, namreč vsi občudujemo njihovo nošo. Prisotne so te ognjene, tople barve. Druga stvar, na katero so zelo vezani, so barve njihove zastave, torej modra, zelena, rdeča barva ima tudi zelo močen simbolni pomen in smo se odločili, da bomo te barve uporabili v letošnji delavnici pri izdelavi teh nakitov in ugotavljamo, da zelo lepo pašejo zraven k folklornim oblekam njihove plesne skupine. Vsekakor tista potrditev, sposoben sem nekaj narediti, vreden sem, ker sem naredil in en čut pomembnosti
znam, vem in pa zmorem. Izdelki so res lepi, danes so trendovski, lesen nakit, pobarvan lesen nakit je tak ali tak in. Naučil sem se sproščenega življenja, naučil sem se tega, da vse slabo ni slabo, ne? Da se da počasi tudi daleč priti in predvsem to, da je ob delu treba uživati. Taborni ogenj pa je antistresni program Romska harmonija. Nekoč v davni časi, kjer je zastal romski voz, je zagorel ogenj. Ogenj ni bil samo zaradi tega, da bi se branili pred divjimi živalimi ali pa zaradi toplote. Ogenj je odganjal strah in zlo. V ognju so živeli dobri bogovi in zaplesali deve ognja. V ognju, poleg ognja, ko je bila pesem ali pa muzika, je zaplesalo celo pleme. Ob ognju začutite naš temperament, naše plese in da pozabite vse skrbi, kot reče Mali princ. Če hočemo videti, moramo gledati s srcem. Zato vas vabim za nekaj minut, da se naša harmonija z vami skupaj zalije v temperament tega, da pozabite vse skrbi, da odvržete vse okoli sebe. Zato vas vabim, da se pozneje pridružite tudi našemu plesu. Nekdanje običaje pa obujajo tudi na pušči, med drugim scipijado, kar pomeni pečenje svinjskih kož na ognju, kjer predstavljajo kulinariko in družabne igre. Da pa ne bi pozabili na svojo zgodovino, je na Kamencih pred 14 leti nastal prvi romski muzej v Sloveniji. V njem ni veliko, je pa spomin na čas, ko se je sem priselila prva družina. Ob tradicionalnih žlajfarjih, brusačih, še spomin na vedeževalke, glasbenike, plesalce in še marsikaj. Muzej Purokher, kar pomeni stara hiša, pa imajo tudi nekaj korakov od pušče v Črnelavcih. Njegov skrbnik, ki je ponosen na svojo zbirko, ima tudi nekaj 100 fotografij, poudari, da so predniki prišli iz Egipta. Zemljo za hišo pa jim je podaril soboški grof. Inštrumenti so, cimbale so prva, potem so tu sakralne stvari in najbolj pomembno pa je od mojega starega očeta gredenca, violina in ta komoda zgoraj, kaj tukaj, to je ohranjeno. Drugače je pa to vse drugo kupljeno. Dokumente so vsi, to je zdaj skopirano tukaj. In to je prevedeno zdaj v prekmurščini zgoraj, pa vse čisti dokazi iz mađarskega monoštra, iz cerkvenega urada so pečati gor, kdo so bili te, kdo so naši predniki. Nazadnje pa bi prišlo, da naša prednika ni Romkinja bila. Resno. Doma pa naj bi bile, da bi izhajali iz sredine z Italije. Nekega visokega sloja. Čudno, vsi moji so bili, jaz pa malo črni. Zaprav rjave, ni črni rjave. Znači iz Egipta so oni bili. In zdaj pogledajte, da mi gledamo televizijo, kaj je tako Egipt, mi smo jim podobni, ne Indicam. Jaz sem tudi ponosen, da sem Rom. In to zelo ponosen. Moji predniki so bili zelo poznati, muzikanti so bili. Naši predniki so vsi muzikanti, to zelo dobri muzikanti. To so zelo dobri muzikanti bili. Da pogledajte tu slike. O zelo dobrih muzikantih, plesih, kulinariki in še čem pa v prihodnji oddaji. Lepo pozdravljeni, del Tumenca.